za še učinkovitejši sistem zaščite in reševanja, novi zvanovi ob lepih jubilejih župnije Pirniče, srečanje babic in dedkov v pastoralnem domu Preska, skupaj na vasi delavnice vezenja, divji zahod na obalah Zbiljskega jezera. Lepo pozdravljeni po mesecu dni, prepričani smo, da zasluženega počitka, ko pa vendarle nismo čisto mirovali. V današnji informativni oddaji smo namreč za vas pripravili reportaže o izpostavljenih dogodkih minulega meseca. Občina Medvode je konec julija pred gasilskim domom v Zgornjih Pirničah v uporabo predala pomembne pridobitve, ki se nanašajo tako na sistem zaščite in reševanja, kot tudi na povezovanje s prostovoljnim gasilstvom oziroma javno gasilsko službo. Župan Nejc Smolej je civilni zaščiti Medvode predal ključe novega večnamenskega tovornega vozila, ki ga je občini v brezplačno uporabo zaupala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vozilo je trenutno nameščeno v edinem primernem prostoru v novem gasilskem domu PGD Zgornje Pirniče. Medvoški sistem zaščite in reševanja pa je bogatejši tudi za nov dron in informacijski sistem ter 6 agregatov, ki bodo nameščeni v vseh 6 gasilskih domovih. Projekt Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije v skupni vrednosti preko 30 milijonov evrov je bil sofinansiran iz evropskih kohezijskih sredstev. Cilj operacije je, da se reševalnim enotam v predvidoma 30 občinah, posredno pa v vseh zagotovi brezhibno in tehnično ustrezno opremo, vozila in sredstva, s katerimi bodo primerno odzivne, operativno učinkovite in usposobljene za delo v primeru podnebno pogojenih nesreč, predvsem poplav. Več vzrokov je, da je prav občina Medvode postala testna občina v projektu, pravi Gregor Gomboši, strokovni sodelavec za področje zaščite in reševanja občine Medvode. Ja, res je, občina Medvode je bila izbrana kot leto pa pol testna občina za uporabo te opreme. Predvsem je to zaradi ustreznosti nepremičnin, ki jih imamo, se pravi gasilski dom v Pirničah, ki sta ga postavila skupaj občina in pa PGD Zgornje Pirniče, ustreza vsem določilom, ki jih je Uprava za zaščito in reševanje dala za shranjevanje tega vozila. Moramo vedeti, da je vrednost tega vozila preko 700 tisoč evrov in opreme na njem, zato je tudi potrebno ustrezno shraniti to vozilo. Druga stvar pa je kontinuiran razvoj in pa resnost pri upravljanju nalog zaščite in reševanja v naši občini. Ne govorimo samo to, da nas je veliko, ampak govorimo predvsem tem, da delamo prav strokovno in pa pravočasno, tako preventivno, tekom samih intervencij in tudi tekom sanacij. Ravno zaradi tega resnega odnosa smo bili izbrani za eno izmed občin, ki lahko sodelujemo, se pravi, v tem testnem obdobju. Testno obdobje leto in pol, bo potem tole vozilo ostalo tukaj? Jaz mislim, da bo, ja. Predvsem zato, ker je tudi direktor Uprave za zaščito in reševanje povedal, da so ta vozila namenjena občinam. Testiramo predvsem uporabo vozila, ne testiramo več to, ali bi vozilo pasalo v občino ali ne. Vozilo sem prepričan, da bo ostalo in še več, dobili bomo dodatna 2 kotalna prekucnika za dodatno opremo. V konkretnem medvoškem primeru gre za novo specialno večnamensko tovorno vozilo 6x4 Mercedes-Benz Acros z 2 zabojnikoma, kotalnim zabojnikom s cerado in kotalnim zabojnikom za razsuti tovor ter paletno košaro z orodji za hidravlično dvigalo, tako za intervencije v globini kot na višini. V prvi fazi je občina med drugim prejela tudi manipulator PVC folije za interventno prekrivanje streh ob neurjih, 2 tako imenovana grabeža za odstranjevanje naplavin in paletni viličar za manipulacijo z opremo namenjeno intervencijam. Naložba je vredna več kot 700 tisoč evrov. V drugi fazi pa naj bi občina prejela še 2 dodatna zabojnika. Načrt je, oziroma zagotovilo Uprave za zaščito in reševanje je, da prejmemo še 2 dodatna zabojnika. Eden bo namenjen večjim intervencijam ob gašenju, tako imenovano v bistvu, da bi kombinirano gasilsko vozilo postavili v zabojnik, in drugo je namenjeno za večje intervencije v poplavah, se pravi s črpalkami za večje kapacitete. Župan Nejc Smolej je v uvodnem nagovoru med drugim poudaril, da je prav področje civilne zaščite tisto področje, na katerem je v zadnjih 10 letih viden zelo velik napredek.
Ne samo zato, ker je tukaj ogromno enih sodelavcev, ki so aktivni, ki so se v tem našli, dajo tudi ogromno svojega prostega časa za to, ampak tudi enostavno zato, ker narava nas vsako leto preizkuša. Od velikega žledoloma in poplav leta 2014 pa do požarov, tehničnih nesreč pa do vetrolomov, koronavirusne situacije in nenazadnje do katastrofalnih poplav pred 2 letoma. Sistem civilne zaščite, torej si upam reči, da je eden najboljših sistemov v naši občini, predvsem zato, ker je res sestavljen iz zelo predanih posameznikov. Tako da vsem tistim, ki ste zraven, res iskrena hvala. V 10 letih ste oblikovali eno enoto, zaradi katere naši občani, pa tudi tisti, ki smo vsaj malo soodgovorni, veliko lažje spimo. Izpostavijo predvsem dobro povezavo sistema civilne zaščite z javno gasilsko službo, torej 6 prostovoljnimi gasilskimi društvi, povezanimi v Gasilsko zvezo Medvode in redno nadgrajevanje znanja, veščin in pripravljenosti. To mislim, da je ena stvar, na katero smo res lahko ponosni, torej ne, da smo komaj da sestavili kakšno ekipo, ampak pri nas imamo pripravljenih 6 ekip, ki bodo vskočile takrat, kadar je potrebno, in to je v resnici poleg opreme, ki je pomembna, nam oprema nič ne pomaga, če nimamo personalnega substrata, in tega imamo na srečo v Medvodah dovolj. Za rokovanje z novo pridobljeno opremo je sicer usposobljenih 12 pripadnikov civilne zaščite oziroma vsako prostovoljno gasilsko društvo je prispevalo 2-člansko ekipo. Pomembno je, da se poznajo, pomembno je, da poznajo opremo, in pomembno je, da z njo vadijo in tudi to delajo. Ključe večnamenskega terenskega vozila je prevzel namestnik poveljnika civilne zaščite Medvode, Janez Kajzer, zadolžen za področje logistike. Ja, v bistvu veliko odgovornost, po drugi strani pa res pridobitev za občane Medvod, zgolj iz tega vidika, da prej in bolj kvalitetno lahko pomagamo pač v naravnih nesrečah. Pripadniki civilne zaščite so v nadaljevanju novo vozilo in opremo tudi predstavili in pripravili praktični prikaz uporabe. Kaj bi bilo sicer drugače, če bi le-to imeli na voljo 2 leti nazaj ob katastrofalnih poplavah? Večje kapacitete materijala, raznih agregatov, raznih peskov, raznih možnih naplavin odstranjevali na najbolj kritičnih območjih. Tudi reševanje samih vozil v rekah, ki so nasedla, bi bilo v tem primeru bistveno hitrejše. Odstranjevanje plavja, debel, vsega tega materijala, ki so ga reke nanesle pred objekte, odvozi smeti bi bili bistveno hitrejši, če bi se lahko uprli na tako tehnologijo, ki jo imamo sedaj. To pomeni, da bi lahko sile zaščite in reševanja takoj pristopile v tistem dnevu, ne dnevu kasneje ali 6 ur kasneje, ampak nemudoma pristopile k stabilizaciji stanja z odstranitvijo nevarnosti. Točno to nam to vozilo omogoča. Večje kapacitete za odstranitev nevarnosti, za stabilizacijo stanja. Ob tokratni priložnosti je civilna zaščita Medvode predstavila še nov profesionalni dron, ki ga je kupila sredstvi iz občinskega proračuna. Deluje v različnih vremenskih razmerah in direktno prenaša situacijsko sliko v štab oziroma vodi intervencije. Vrednost nakupa znaša slabih 15 000 evrov. V tem primeru gre specifično bolj za pridobitev sistema brezpilotnega zrakoplova. Tukaj sam dron je del tega, potem zraven je še uporabniška oprema oziroma software, ki nam omogoča označevanje lokacij. Naprimer, če gremo specifično na primer poplav, bi lahko označili lokacije s poplavljenimi hišami, z odkritimi strehami. Z dronom lahko iščemo pogrešane osebe, jih lahko označujemo njihove premikanje, napotimo reševalce direktno do njih. Dron je opremljen z več različnimi vrstami kamer. Imamo zoom kamero za povečavo, širokokotna kamera za splošni pregled območja, termokamero za zaznavanje toplote, to je lahko naprimer uporabno tudi pri požarih, pri različnih nevarnih snoveh, za opazovanje z razdalje, da vidimo, kaj se dogaja. In pa se potem ima tudi laserski daljinomer, da lahko ugotovimo neko točno lokacijo do poškodovane osebe oziroma pogrešane osebe. Sporedno s tem so prikazali tudi nov informacijski sistem, ki so ga povsem brezplačno razvili samostojno. Sistem olajša delo štaba oziroma skupine za podporo vodenju, katere član je tudi glavni razvijalec sistema Vido Sovnikar. Predstavil pa ga je Luka Ilinčič, v štabu zadolžen za administracijo. Kajti ta sistem veliko nalog, ki smo jih prej opravljali ročno, sedaj omogoča avtomatizirano. Hkrati nam omogoča različne prikaze, poglede in pa predvsem čim hitrejše in čim boljše preglede nad dejansko situacijo na terenu.
Je bil sistem že uporabljen oziroma je bil sistem že preizkušen? Ja, sistem smo v preteklosti večkrat preizkusili, predvsem na vajah. Hkrati pa se trudimo ga uporabljati tudi na intervencijah, kjer smo prisotni. Zadnja takšna intervencija večja je bila požar v naravi, ki smo ga imeli na območju Hraš. Tam smo sistem tudi v praksi uporabljali za beleženje podatkov, za zagotavljanje nekega splošnega pregleda in pa predvsem za zagotavljanje nekega arhiva nad samo intervencijo. Informacijski sistem je povsem prilagojen lokalnim potrebam. Hkrati velja omeniti še, da verzija sistema, ki jo uporabljamo danes, še ni povsem zadnja verzija. Določeni moduli se še razvijajo, v prihodnosti bo dostop omogočen tudi gasilskim enotam, ki bodo lahko same direktno vpisovale in spreminjale podatke, in to bo še toliko bolj olajšalo delo samemu štabu, prav tako pa bo zmanjšalo pritisk na vodje gasilskih enot, ki bodo lahko vse podatke sproti preverjali, ne bo potrebni klici, komunikacija oziroma kakorkoli drugače. Vsi podatki bodo dostopni v vsakem trenutku na vsaki lokaciji. To je naš cilj. Občina Medvode je na pobudo civilne zaščite letos kupila tudi 6 zmogljivih agregatov za zanesljivo oskrbo vseh 6 gasilskih domov z električno energijo v primerih izpada elektrike ob naravnih nesrečah. Skupna vrednost znaša malenkost manj kot 40 000 evrov. Je pa, mislim, da treba povedati, da je v prvi vrsti vsa ta pridobitev namenjena pravzaprav občankam in občanom, nam pa le za lažje delo, tistemu, ki pač deluje v sistemu. Tako da mislim, da se bi teh projektov in teh pridobitev še najbolj mogli veseliti prav občanke in občani. Jasno, pomagamo pa tudi širom Slovenije, kakor tudi izven meja naše države. Župan Nejc Smole je ob tokratni priložnosti za največji izziv na področju zaščite in reševanja izpostavil prav vodotoke. Ideja je, da bi v dolini Ločnice vzpostavili pilotni projekt za pregled stanja na vodotokih v naših Polhograjcih, podobno kot ga imajo preko sistema Bober na reki Sori in Savi. Tako da recimo tukaj je še ena taka ideja, da bi naredili tukaj pilotni projekt, pa ga potem po Polhograjcih razširili in dejansko z nekim korakom naprej, z uporabo te tehnologije, ki je danes na voljo in ki je relativno enostavna in poceni, naredili mrežo opazovalnic, kjer bi našim občanom lahko pravočasno povedali, kaj se dogaja, da bi se oni lahko pripravili, hkrati bi se pa tudi vse sile od zadaj lahko že pripravile in urgirale pravočasno in poskrbele, da bi bila škoda vsakič manjša. Ob drugi obletnici katastrofalnih poplav je župan Nejc Smole preko socialnega omrežja Facebook odgovarjal na vaša vprašanja povezana s poplavno obnovo. Posnetek si lahko ogledate tudi v arhivu naših oddaj, objavljenih na spletni strani. Ena bolj pomembnih novic pa je, da je občina izbrala izvajalca, ki bo zgradil nadomestni most čez reko Soro pri Knjižnici. Obstoječi most, ki so ga narasle reke ob poplavi močno poškodovale, namreč ni primeren za sanacijo. Od danes so bile 3 ponudbe, izbrani pa sta bili družba Garnol kot vodilni partner in družba GP Krk kot partner. Njihova ponudba v višini nekaj manj kot 3 milijone evrov brez DDV je bila najnižja. Za župnijo Pirniče petek 15. avgusta ni bil zgolj navaden praznik Marijinega vnebovzetja. Ta dan so praznovanje zaradi pomembnosti poimenovali kar župnijski dan in popoldne pri cerkvah v Zgornjih Pirničah obeležili 40-letnico samostojnosti župnije, 35-letnico posvetitve Marijine cerkve in 30-letnico odprtja Pirniškega pokopališča. Najpomembnejši in najbolj viden del praznovanja pa je bil blagoslov 4 novih zvonov v zvoniku cerkve svetega Tomaža v Zgornjih Pirničah. Novi zvonovi so izjemen praznik za vsako župnijo. Tudi v Pirničah se je to videlo po izjemnem obisku celotnega nedeljskega praznovanja. Z blagoslovom se je zaključila dolgoletna želja župljanov Pirniške župnije, da jih po stari krščanski tradiciji novi zvonovi kličejo k molitvi, oznanjajo pomembne trenutke in so znak Božje navzočnosti sredi skupnosti. Leta 1917 je Avstro-Ogrska vojska odpeljala zvonove iz menda skoraj 90% vseh cerkva po Sloveniji, da bi jih tam nekje v livarni pri Dunaju pretopili v topovske cevi. 5 let kasneje, leta 1922, so farani, ker so želeli glas zvonovi svojih zvonikov, v zvonik potegnili 3 jeklene zvonove, železne zvonove, ki jih je takrat jeseniška livarna Kit ulila za našo cerkev.
Železni zvonovi seveda niso isto kot bronasti. Pojejo povsem drugače, ton je drugačen, tudi občutek, ki ga rojevajo v človekovi podzavesti, v srcu, je drugačen. In že pred desetletji se je v župniji pojavila želja, da bi te železne zvonove nadomestili z bronastimi, vendar zaradi drugih projektov, ki so bili preprosto bolj nujni. Medtem se je župnija osamosvojila, treba je bilo zgraditi novo cerkev, opremiti orgle, vitraži in tako naprej. Tako da so zvonovi kar čakali. No, zdaj je pa napočil trenutek, da se lotimo tudi tega in danes smo ta projekt pripeljali do cilja, kar je v veselje in zadovoljstvo nas vseh. Za župnijo Pirniče so v zvonarski delavnici Perner v Pasavu 11. julija vlili 4 nove zvonove. Te je konec julija pregledal ter za uporabo odobril kolaudator ljubljanske nadškofije za orgle in zvonove, dr. Matjaž Ambrožič. Zvonove so po prevozu v Slovenijo v soboto 9. avgusta slovesno pozdravili v župniji. Obiskali so vseh 5 vasi, ki sestavljajo župnijo, ter tako pričeli s svojim poslanstvom v župniji Pirniče. Cerkvena zgodovina se nekako povezuje z zvonovi, ker kakor je vloga zvonov, da zvonijo, kličejo, zbirajo, to je prva glavna naloga cerkve, da zbira in povezuje svet. Kajti Bog je dobri pastir in želi, da bi bili zbrani, da bi bili povezani, da ne bi bili sprti, da ne bi bili razpršeni, ampak da bi bili eno občestvo in da bi lahko to vsi ljudje slišali, zato so zvoniki, visoki zvonovi. Drugič, zelo pomembno je, da ljudje vedo, kdaj so bogoslužja, kdaj so kateri dogodki, kdaj so kateri prazniki. Vse to človeka vabi, da bi odkril gospodarja, ki je njegov Bog, Oče, ki hoče vsem ljudem dobro. Torej, v tem smislu zato je cerkev vedno tako pospeševala blagoslov, posvetitev zvonov, jih s posebno slovesnostjo dvigovala in vse vabila, da bi se naučili vseh oblik zvonjenja in pritrkovanja, prav zato, da bi naše življenje postalo pesem kot odgovor Bogu. Še informacija o zvonovih. Najmlajši zvon je posvečen Angelu Mihaelu in v premeru meri 73 cm ter tehta 246 kg. Drugi zvon je posvečen apostolu Tomažu in s premerom 82 cm tehta 352 kg. Tretji zvon je posvečen nadškofu Antonu Vovku in s premerom 96 cm tehta 506 kg. Največji zvon pa je posvečen v nebovzeti Materi Božji, ima premer 120 cm in tehta 31 kg več kot tono. Zvonovi zvenijo v harmoniji med seboj, uglašeni so. In to je nekakšen ideal, ki ga nekako razširjajo po župniji, da bi tudi mi živeli v harmoniji drug z drugim, v razumevanju, v miru, v spravi, ki je, to vemo vsi, tudi v naših koncih še vedno zelo potrebna. Tako da upamo, da bo harmonija, ki se bo od zvonov razlivala čez naše vasi, rojevala tudi harmonijo med ljudmi v naših medčloveških odnosih. Novi zvonovi so simbol upanja in prihodnosti, saj ko se v župniji postavijo novi zvonovi, je to običajno znak živosti skupnosti in vere, hkrati pa upanja, da bo župnija imela prihodnost ter da se bo življenje v njej še naprej bogato odvijalo. Kakor zvonovi vse nas kličejo k hvaležnosti, tako tudi ti jubileji. Zato, ker smo posvetili zvonove prav na Marijin praznik, zelo želim, da bi mi vsi čutili, da smo rojeni za nekaj velikega, vzvišenega, da je naš poklic brezkončnega upanja in zaupanja. Zato želim vsem faranom, vsem ljudem tega kraja, tudi tistim, ki ne obiskujejo cerkev ali še niso odkrili pomen vera, da bi vedeli, da je zvon tisto blagoglasno glasilo, ki vsakogar od nas vabi, da bi odpiral sebe, svoje srce najlepšim stvarem. In zato vsem želim, da bi uživali v tej blagoglasnosti in v tej edinosti. Meni se zvonjenje, pretrkavanje, oglašanje, kadarkoli se zvon oglasi, se mi od nekdaj zdi eno sporočilo domačega kraja. No.
In to, da še obstajajo skupnosti, ki se lotijo tega podviga, kot je menjava zvonov, da jih menjajo z bronastimi, ker je po eni strani zagotovo finančen izjemen zalogaj, po drugi strani pa tudi logističen, daje pa hkrati tudi znake nežive skupnosti. Tako da Pirničani to zdaj 40 let, ker so samostojna župnija, zagotovo dokazujejo. Današnja priložnost je ena izmed teh, ampak imam kar nekako občutek, da tole ni ta zadnja. Dejansko zvonovi na nek način ustvarjajo občestvo. Včasih smo uporabljali prav ta izraz, sem izpod tega zvona. To je star izraz, ki je to edinost in medsebojno povezanost v vaških občestvih ustvarjal. In najbolj želim to. Druga je seveda tista vloga, ki ima versko konotacijo. Spomin na molitev, za družinsko povezanost. Zvonovi tudi opozarjajo na to, na trenutke dneva, ki so pomembni za človeško povezanost najprej v družinah, potem pa v sosedstvu. Bog daj, da bi to vlogo dobro odigrali. Da je župnijska skupnost resnično številčna in dejavna, se je izkazovalo skozi celotno dogajanje o praznovanju župnijskega dneva. Začelo se je s slovesnim prihodom pihalne godbe, narodnih noš in zvonov na prizorišče ter slovesnostjo o blagoslovu zvonov. Nadškof Stanislav Hočevar je zvonove blagoslovil in posvetil, nato pa so botri zvonov za nadškofom tudi z udarcem s kladivom simbolično zvon predali namenu. Zanimiv in natančen del slovesnosti je bil tudi dvigovanje zvonov v zvonik, ko je avtodvigalo dvignilo zvonove v zvonik. Še posebej zahtevno je bilo za največji zvon, ki je večji kot je originalno okno zvonika, ki ga je bilo potrebno zaradi tega gradbeno obdelati. Sledila je slovesna maša v Marijini cerkvi, ob koncu katere pa so se novi zvonovi že zaslišali iz zvonika. Po prihodu iz cerkve so tako obiskovalci že poslušali zvoke, ki so jih iz zvonov izvabljali domači pritrkovalci. In kaj zvonjenje novih zvonov prinaša v Pirniče? Ponos. Ponos na Pirniče, na domače kraje, na rodove, ki so tukaj že živeli stoletja, verjetno tisočletje, in en zanos za naprej, da je tudi glasba zvonov en del našega skupnega izročila, na kjer ga moramo biti ponosni. Ker če smo ponosni na korenine, potem bomo znali rasti tudi v prihodnje. Zvonjenje je zasidrano v slovensko narodno zavest in zvoki zvonov prinašajo tudi spomine. Da me zvonovi vedno spominja na te otroška leta, kjer me je župnik že povabil, da sem ne samo ministriral, vodil križev pot, tudi petje, in zato nehote ta današnji dogodek me hkrati vrača v moje otroštvo in mladost, kjer sem zares doživljal lepoto Boga, in tako sem se tudi lažje odločal za to pot duhovništva, redovništva, seveda zdaj tudi iz škofovske službe, in zato vabim vse, da bi tako sodelovali zvočno z Bogom, kakor zvonovi, da bi tako mi vsi postali apostoli miru. Poleg zvonov je bila ena od pomembnih obletnic posvečena tudi 40-letnici samostojne župnije Pirniče. Ta je bila ustanovljena 11. julija leta 1985 in 15. avgusta pred 40 leti tudi slavnostno razglašena. Vendar pa sama razglasitev še ni pomenila zagotovila za uspešno življenje nove župnije. Dejansko ni bilo pričakovati tako intenzivnega odziva. Res je, da je takrat v 80. letih prejšnjega stoletja župnija Smlednik preprosto postala prevelika in je bil ta pastoralni izziv za vodstvo takratne župnije Smlednik prevelik. Zato so prosili za ustanovitev nove župnije na področju na tej strani, na sončni strani Brezovca, tu ob levem bregu Save, da se te vasi osamosvojijo in nekako zaživijo svoje pastoralno življenje. Sprva res morda ni bilo videti velikih uspehov. Čeprav je treba priznati, da se je že 5 let po sami ustanovitvi tu med nami zgradilo novo cerkev, kar pa je dalo slutiti, da v teh vaseh je določen potencial tudi v verskem in duhovnem smislu. In ta potencial se je z desetletji, zdaj smo obhajali 40-letnico, z desetletji dejansko pokazal in župnija se je razvila in prebolela tiste otroške bolezni, ki so bile značilne za
začetne stopnje organizirane župnijske skupnosti, tako da zdaj res že deluje kot zrela, odrasla župnija in sem prepričan, da bo to v prihodnosti pokazala še intenzivneje in še na lepši način. Če malce pogledamo v zgodovino, se je prvi župnik Peter Slevec z zavzetimi župljani takoj lotil zidave nove župnijske cerkve, ki je nastala po načrtih arhitekta Jožeta Kregarja. V 5 letih po ustanovitvi je novo župnijsko cerkev natanko pred 35 leti, 15. avgusta 1990, posvetil nadškof Alojzij Šuštar. Župnika Petra Slevca je nato zamenjal Anton Slabe, ki je v Pirničah deloval 4 leta, do prihoda Blaža Jezerška, ki je sedaj že dolgoletni župnik v Pirničah. Oba nekdanja župnika pa sta na župnijski praznik obiskala nekdanjo župnijo in si ogledala razvoj. Zdaj, ko prihajam drugič, ko po 28 letih nazaj k tej slavju, moram reči, da opažam, da se župnija v tem času se je nekoliko spremenila. Takrat je bila še zelo močna razdvojenost in nekateri, ki so poskušali to nekako celo spodbujati. Takrat smo se zelo trudili, da bi čim več stvari obhajali skupaj. In nam je to nekoliko že uspelo. Danes pa vidim, da je tu občestvo že precej bolj oblikovano, da so ljudje veliko bolj sproščeni, povezani med seboj, da res z veliko dobro voljo sodelujejo v teh skupnih projektih. In zatole moram reči, drugič v življenju doživljam. Prvič sem doživljal v svoji prvi župniji v Šenčurju, ravno tako slavje novih zvonov, samo moram pa priznati vsem, ki so sodelovali, zelo urejeno je bilo celotno današnjo slavje. In zunaj, in tu. Vesel sem, veste, česa sem posebej vesel, sodelovanje teh civilnih ustanov, da se v župnijah ustvari edinost, ki včasih ni bilo. Včasih je bila ločnica med družbenimi organizacijami med župnijo. To zelo pomaga ne samo k edinosti pa k sodelovanju, ampak prinaša tudi veliko blagoslova. Ko bi ljudje to vedeli, bi še z velikim veseljem sodelovali. Za malce bolj lokalen pogled na župnijo Pirniče smo vprašali tudi medvoškega župana, ki je aktiven v župniji Smlednik, od koder so se Pirničani osamosvojili, tako upravno kot tudi posmrtno, saj je večina župljanov nove župnije po izgradnji novega pokopališča prekopala svoje rajne iz pokopališča v Smledniku. Tako so Pirničani tudi posmrtno življenje prenesli v svojo faro. Če gledam pa čisto mikrolokalno, a ne kot Smlejc, moram pa Pirančanom samo čestitati, ker verjetno si Smlejci nismo predstavljali, da se bojo tako lahko ločili od matične župnije in tako lepo zaživeli, tako da mikrolokalno ali pa kot Smlejc pa samo kapo dol. Pirniška župnija je kljub svoji mladosti živo občestvo. V njej deluje kar 20 skupin, od pevskih zborov, Karitasa, zakonskih skupin, animatorjev in tudi pritrkovalcev, ki ravno te dni na novih zvonovih že prikazujejo to lepo dejavnost najmlajšim, ki obiskujejo pirniški oratorij. Seveda pa ne moremo mimo tradicionalne zgodbe o zgornjih in spodnjih Pirničah. Nove zvonove naj bi v prihodnjem letu za svojo cerkev pridobili tudi v spodnjih Pirničah v cerkvi Svetega križa. Vse skupaj pa je seveda povezano z iskanjem sredstev. Saj župnija Pirniče še vedno prosi za darove za zvonove, ki že donijo iz zvonika cerkve Svetega Tomaža. In za konec še informacija za vse, ki še želite slišati, kako zvonijo stari zvonovi, saj jih niso pretopili tako kot nekdaj, ampak še naprej zvonijo k molitvi in veselju v podružnični cerkvi Svetega Jožefa v Tržiču. Župnijska Karitas Preska je v nedeljo 27. julija povabila na praznovanje dneva starih staršev in starejših. Ta dan je leta 2021 razglasil papež Frančišek. Praznovanje so začeli s sveto mašo, nato pa je sledilo družabno srečanje s kosilom v pastoralnem domu. Papež Frančišek je v nedeljo 31. januarja 2021 razglasil, da se vsako leto 4. nedelja v juliju praznuje kot svetovni dan starih staršev in starejših. To je nedelja, ki je blizu praznika Marijinih staršev, Joachima in Ane, Jezusovih starih staršev. Naslov letošnjega 5. jubileja je bil Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. To so besede vzete iz Sirahove knjige, izražajo blaženost ostarelih in v Gospodovem upanju nakazujejo pot v krščansko in spravljivo starost. Zakaj pa se je papež Frančišek odločil za ta praznik, odgovarja župnik župnije Preska Jure Koželj. S tem je hotel
poudariti pomembno vlogo dedkov in babic v življenju naših družin, naših mladih. To so eni zakladi modrosti, vednosti in nenazadnje neprecenljivi zakladi molitve. Dostikrat mlajše družine težje se soočajo s prenosom vere na svoje otroke in tukaj jim res so v veliko oporo lahko ravno dedki in babice. V župniji Preska je dan v letu namenjen babicam in dedkom že tradicija. Mislim, da je že več kot 10 let, skratka že pred menoj, jaz sem pozneje prevzel, tako da se to vsako leto na ta dan praznuje. Začenjamo praznovanje z sveto mašo, potem imamo tukaj v domu, odkar je dom, približno 10 let, imamo tako skromno kosilo, pogostitev, tako da se ljudje srečajo, pogovorijo. Nekateri se morda edinkrat v letu tukaj vidijo. Tudi mladi spodbujajo, so hvaležni za dedke, babice. Ja, mlade poskušamo spodbujati, tudi nekaj nam jim bo tudi pomagalo tukaj pri strežbi, tudi že prej, tako da seveda vnuki ne bi pomagali dedkom in babicam. Kakšna pa je mogoče vaša vloga kot dedek? Kaj se vam zdi? Moja vloga kot dedek? Ja, zdaj vnuki so izven, niso pri naju doma, tako da od časa do časa pridejo na obisk, pa od časa do časa tudi jih imamo pri naju doma, da jih malo popazimo, da starši imajo kakšen prost vikend ali pa kakšno kaj podobnega. Tako. In jim ponesete tudi v bistvu Božjo besedo, ne? Ja, poskušamo. Kaj pa Štefka in Peter Dolenc, stara starša kar 9 vnukom? Jaz čutim to kot veliko poslanstvo. Zdi se mi, da kot babica podoživljam, kako sem rasla, dozorevala ob svojih otrokih in zdaj vidim tudi nekakšne rezultate. Ja, jaz mislim, da je ta vloga pomembna, zato da na njih lahko prenašamo nekatere vrednote, pa tudi tradicijo, ki jo nosimo iz svojih prejšnjih družin. In ta del se mi zdi, da je pomemben, da otroci vidijo, da imajo neko zgodovino, da prihajajo od nekod, da niso padli z neba, ampak da imajo neke korenine in da so lahko ponosni na te korenine. Te vrednote jim poskušamo vcepiti. Po drugi strani pa tudi pomagati malo staršem, da jih razbremenimo takrat, ko imajo oni druge obveznosti ali pa takrat, kadar se želijo sprostiti, se pogovoriti in morda preživeti kakšen dan za sebe. Kaj pa najraje delate z vnuki? Zelo lepo jih je poslušati. Mi dva imava 9 vnukov. Najstarejša je končala 9-letko, najmlajši je star 2 leti, tako da imajo že zelo zanimive zgodbe, zelo radi poslušajo tudi najine zgodbe, pa igramo se družabne igre, gremo na sprehod, na počitnice, molimo. Kako pa se župnik spominja svojega dedka? Zelo sem ga imel rad, veliko časa sem preživel z njim in eni najlepši spomini so, ko je v cerkvi zvonilo 12, je moj dedek odložil svoje delo in se res potopil v molitev, vzel si je čas za molitev in hkrati je bil to tudi počitek. In to mi ostaja zapisano v moje srce. In na nek način je bila to šola mojega dedka, naj si vzamem čas za počitek med delom, predvsem pa čas za Boga. V soboto 2. avgusta je v sklopu projekta Skupaj na vasi v Skednju kulture Prpetač v Žlebah potekala delavnica ustvarjalnega vezenja pod vodstvom umetnic Mojce Senegačnik, Mirjana Robe in Zvonketa Simčič na temo Svet rastlin in zgodbe na vasi. Predznanje vezenja ni bilo potrebno, prav tako so udeleženci dobili tudi ves material za ustvarjanje. S seboj so morali imeti le en gumb iz domače zakladnice, ki ga bodo umetnice uporabile pri izdelavi skupnostnega artefakta in zgodbo iz spomina. Povezovanje, ohranjanje spominov, druženje in skupnostno ustvarjanje je bilo torej vodilo, katerega produkt bo bandera, ki bo predstavljena ob praznovanju 500-letnice cerkve na Sveti Marjeti.
Skupnostna ustvarjalna delavnica je bila izvedena v sklopu projekta Skupaj na vasi, ki je bil izbran na javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev in ukrepov strategije lokalnega razvoja LAS za mesto in vas v letu 2024. Udeležence delavnice so povabili k ustvarjanju vezenih risb po navdihu pripovedi in spominov vaščank iz Žleb. V prijetnem ambientu je 9 udeleženk ustvarilo podobe, ki bodo združene v celoto predstavljale zgodbe vasi Žlebe. Je to posebno vezenje, kjer združujemo ljudi, ki živijo v vasi Žlebe in tudi širše. Smo veseli, da so prišli tudi z Dolenjske recimo in zdaj združujemo zgodbe in jih vezemo. Končni produkt bo torej bandera, zastava v cerkvi, ki bo predstavljena ob 500. obletnici cerkve Svete Marjete. Ja, na teh vezenjih so zgodbe vasi, mi že nekaj časa zbiramo to, kar nam domačini povedo in iz tega delamo risbice in zdaj bomo navezli te zgodbe in jih obeležili še za naše zanamce. Tudi udeleženci delavnice so med seboj delili zgodbe o sebi in povezanosti z vasjo Žlebe, ter se tudi na ta način še bolj povezali med sabo. Ja, meni se zdi, tako da, ko si pripovedujemo zgodbe, nas te zgodbe začnejo povezovati in da je to en vstopni korak za druženje, za bližanje in za srčenje. Tukaj poskušamo združiti neko duhovno ali pa besedno izročilo, neko izročilo spomina te skupnosti s sedanjimi dejavnostmi in s konkretnim dejansko skupnim ustvarjanjem. In ko ste rekli povezovanje, tudi povezanost, povezenost, ta beseda vezenje vsebuje sama po sebi noter besedico vez in želimo v bistvu krepiti te vezi skupnosti, ki so že obstajale, ki obstajajo, pa ki nastajajo s tem, ko dobimo nove in nove udeleženke, se še krepijo. Slabo vreme, ki je zaznamovalo prvo avgustovsko soboto, je bilo torej več kot idealno za ustvarjanje v skrnju kulture Prpetač, ki vse bolj postaja tisto, kar je bilo zamišljeno, ko so se odločili, da ga uredijo, točka druženja in kulture, kjer se med seboj spoznavajo in povezujejo. Jaz bi lahko rekla, da v zadnjih 5 letih, v 10 sigurno, ampak predvsem v 5 letih se je naša vas zelo spremenila. Iz vasi takrat smo poznali vsakega vaščana, danes skoraj da že postajamo tujci drug do drugega in prav ta projekt Skupaj na vasi je namenjen temu, da se poiščemo, da se najdemo, saj ne bomo se našli vsi, ampak tiste drobtinice, tisti mali koraki, ki jih bomo naredili, jaz mislim, da bodo zelo pomembni tudi za naše zanamce. Na tokratno ustvarjalno delavnico so povabili vse, ki jih zanima vezenje, se bodisi z njim že ukvarjajo ali pa se ga želijo naučiti. Ni potrebno predznanja, na naše delavnice lahko pride vsak, ker nudimo tudi prve korake, tako da tudi ni pomembno, da je vse narejeno perfektno, zato ker jaz mislim, da vsak obod in vsaka nitka bo zvezla tisto celo zgodbo in ko bomo to gledali v celoti, se tudi napak ne bo videlo, zato ker napake niso napake, ampak so učenje. Udeleženke so pridno sledile osnovnim navodilom in potem kar hitro pričele z ustvarjanjem lastnih izdelkov. V osnovi je vezenje samo zelo preprosto. Gre za čisto navadne šive, ki pa samo vezenje motiva pa zahteva mogoče malo več koncentracije, umiritve, poslušanja navodil, pa potrpežljivosti. In vezenje tukaj uporabljamo tudi zato, da ljudem nudimo tisto, česar si vsi mi premalokrat utegnemo privoščiti v svojem resničnem življenju. Meni se zdi tehnika vezenja ne samo kot tradicionalna ročnodelska tehnika, ki zdaj vemo, da je dobra tudi za možgansko aktivnost, v času naših prednic pa je bila mogoče ena redkih dejavnosti, ki je naše ženske
so bile zelo v ozadju, potisnile v spredje, skratka čudovita ročna dela, ki danes predstavljajo našo etnološko dediščino, pa so bila tako narejena, mogoče tudi strani nepismenih naših babic, prababic. Vezenje zahteva umirjenost, sproščenost in more biti tudi nekoliko poguma za tiste, ki ga še niso nikoli poskusili, pravi Mojca Senegačnik. Včasih pa zato terja tudi nekaj preseganja meja lastnih zadržkov. Ni samo neka krasilna dejavnost ali pa tekmovanje v veščini, kdo več zna, a me predvsem ta točka druženja pa jaz sama rečem, da ko vezem, si s tem podarim čas. Namreč tisti čas, ki ga v miru moram presedeti in nekako umirjeno, zelo umirjeno, brez zategovanja, brez prehitevanja nekaj početi, je v bistvu čas za mene, ki mi ga recimo v siceršnjem vsakdanju zmanjkuje in želim, da tako občutijo tudi naše ženske. Hkrati pa je en takle krog, kot ga vidite, ni to neka nostalgija po starih časih, ampak mislim, da je današnja potreba druženja in predvsem ustvarjanja skozi druženje in tega prostora za pogovore, ki si ga tudi premalo vzamemo, vidimo pa prav pri naših delavnicah, kako ga ljudje zelo potrebujejo. Kaj boste danes ustvarili? Se vam zdi zahtevno to, kar morate početi? Ja, malo sem že pozabila, zdaj si osvežila znanje, tole delam, mi rečemo ketenco kot verižico. Malo imam še teh začetniških, bi rekla, porodnih muk, ampak mislim, da ko bo tale krog prišel do polovice, da bo že boljš, da bo drugi del že pravi, tak vešč. Pa vas zanima vezenje? Ste imeli že kaj izkušenj s tem? Sem v srednji šoli, pa mogoče pol tudi še malo kaj za doma. Pa otroka sta v osnovni šoli Preska zdaj imela tudi oba interesno dejavnost vezenje, tako da sta zelo lepe stvari dan prinesla. No? In je to najbrž kot primerna stvar za takšne dneve, kakršen je današnji deževne, ko pravzaprav ni veliko za početi, pa če ne želiš ravno dneva preživeti ob televiziji ali za računalnikom? Ja, bi vsekakor spodbudila in starejše in mladino, da se priključijo takim stvarim, tako je. Kaj pa sicer menite o samem projektu, ki ga pravzaprav sedaj ustvarjate skupaj tukaj v Žlebah? Ja, zelo lepo. No. Tudi, bom rekla, iz verskega vidika mi to zelo veliko pomeni, da bomo lahko pač vsi skupaj, bom rekla, in Preščani in Žlebčani povezani s tem, da bo pač naše delo prišlo na bandero. Ustvarjalna delavnica vezenja je le ena od skupnostnih aktivnosti, katerih rezultat bo del letošnje hiše na hribu, katere odprtje bo jutri 22. avgusta ob 7:30 zvečer pri Mežnariji na Sveti Marjeti v Žlebah. Na odprtju bodo predstavili dela sodelujočih umetnikov, dogodek pa bo glasbeno obarval akustični duet kitarskih virtuozov Simona Krančana Vrščaja in Aljoše Fojkarja. V zakladnico ljudske glasbe pa nas bo popeljala skupina Za srce Mo. V mesecu avgustu na svoj račun pridejo vsi ljubitelji vsega najbolj tipično ameriškega, saj je to čas, ko v Zbiljah poteka eden največjih country in barbecue festivalov v Evropi. Tudi letos so se največji ljubitelji žara lahko udeležili kuharske delavnice, tokrat s pitmasterom iz Teksasa, Joeem Zavalo. Rekordno število ekip se je preizkušalo v peki mesnih dobrot. 3 dni so na 2 odrih plesali ljubitelji kavbojskih plesov v vrsti in se učili novih korakov z najboljšimi koreografi te zvrsti. Na svoj račun so prišli oboževalci ameriških znamk motorjev in avtomobilov, obiskovalci so lahko jahali mehanskega bika in konja, metali laso ali pa se prepustili spretnim rokam potujočega brivca. Tudi vreme je bilo letos organizatorjem zelo naklonjeno, kar jim je dalo energije za pripravo na naslednji festival. Za takšen dogodek namreč le-te potekajo skozi celo leto.
Največji slovenski country in BBQ festival se je pričel v petek 8. avgusta, ko so Zbiljsko Dobravo preplavili dobro razpoloženi obiskovalci iz cele Evrope, številni oblečeni v kavbojska oblačila, škornje in klobuke. Zadišalo je požar v specialitetah, kar hitro pa sta se napolnila oba plesna odra, na katerih so se preizkusili ljubitelji kavbojskih plesov. Dober izkupiček so si obetali tudi prodajalci kavbojskih oblačil po sicer dokaj zasoljenih cenah, pa ponudniki hrane in pijače ter ostali, ki so prepoznali potencial tega tradicionalnega festivala. Po dobri polovici tridnevnega dogajanja, ko smo vzdušje preverili tudi z našo ekipo, je eden od 4 članov organizacijske ekipe že lahko ocenil letošnji festival kot enega najbolj uspešnih doslej. Zelo v redu, izvrstno, no? Tako da vesel sem, navdušen sem, zdaj prehajam, bom rekel, čez celo prizorišče in je nora slika, no? Tako da sem res vesel, sam to lahko rečem. V preteklih letih so festivalsko ponudbo ves čas dopolnjevali, sedaj pa se trudijo, da ostane konstantna, saj obiskovalci vedo, kaj dobijo in kaj lahko pričakujejo. Ena od stalnic je tudi kuharska delavnica največjih ameriških žar mojstrov. Ja, letos bom pa kar tako malo rekel, sem si uresničil veliko željo. Pripeljali smo gospoda Joe Zavalo iz Teksasa, iz Dallasa. On je bil dolga leta tudi šef Dallas Mavericksov, kjer je Luka naš igral. In mogoče ena zanimivost, mi smo se zmenili že prej, seveda, ki je slišal, da bi šel v deželo Luke Dončića, je bil navdušen. Potem, ko so Luko tradali v Los Angeles Lakerse, je bilo eno prvih obvestil njegovo, še velja, še lahko pridem zdaj, ker ni več Luka v Dallasu. Tako da izjemen človek, izjemna osebnost. Včeraj smo imeli delavnico tudi najbolj številčno od vseh, kar smo jih organizirali v sklopu društva. Slovenia is great. Luka Doncic. Like, I love Luka. I'm so glad to be here. This is absolutely amazing. And for us to be able to teach Texas barbecue here is a dream come true. This is absolutely amazing. Our country is absolutely beautiful. Joe Zavala je vodja znamenite restauracije Zavala's Barbecue. Od leta 2016 je Joe razvijal svoj južnoteksaški slog BBQ in to skozi tipično domačo backyard BBQ izkušnjo, kar je končno privedlo do odprtja njegove restauracije leta 2019. Med poznavalci slovi po pripravi popolnega počasi dimljenega brisketa, torej govejih prsi. Bil je tudi hišni šef ekip Dallas Mavericks in Dallas Cowboys, ter se svojo restauracijo vsako leto uvršča med 100 najboljših restauracij v teksaškem okrožju Dallas. I'm a pitmaster owner of Zavala's Barbecue with my wife, and we've been doing barbecue for 9 going on 10 years, so we just have some of the best barbecue in the world and we get to feed people and just have a good time. Tokrat je udeležence mojstrskega tečaja učil priprave originalnega brisketa, klobas, govejih reber, stejkov in takosov. The cool thing was we brought Texas to Slovenia. We did the Texas brisket, we did the Texas beef ribs, we did beef cheeks, we did a whole bunch of steaks, we did sausage, we had them in tortillas, pico de gallo. We brought Texas to Slovenia and it was unbelievable. Predvsem smo zelo dobro jedli. Delavnica je bila posvečena govedini. Teksas je dežela govedine. Tako da vse, kar se da, bom reči, kar se da prepraviti z govedine, smo šli skozi in je bilo res nekaj tazga, ki še do zdaj ni bilo v Sloveniji. Brisket's king. Everybody loves brisket, but yesterday everybody loved the beef ribs. It was unbelievable. Do you have any special secrets with maybe sauce or something? The special secret is pepper, and everybody was scared of it, and then when they ate the beef rib, they're like, oh, it's okay, it smooths out. So lots of pepper is the secret. Na vprašanje, katera priloga se najbolj poda jedem, ki jih ustvarja, pa je brez pomisleka odgovoril, da hladno pivo. In pivo je tudi pogosta sestavina naših žar mojstrov. Kaj točno so tokrat dali v svoje pripravke, pa niso želeli izdati Korošci, ki tudi že tradicionalno pridejo na ekipno tekmovanje v žar in dimljenih specialitetah. Koliko priprav je potrebnih za takšno tekmovanje? Kar morda en mesec. Kaj to pomeni, da vsak dan doma jeste tisto, kar boste potem tukaj sodnikom predstavili? Ja, tudi včasih. Čeprav se finančno ne izide stalno, mislim, ker to je res, mislim, za lugaj
je kar finančen, ampak ok, se trudimo, da čim večkrat pripravimo tudi doma to. No. Glede na to, da sodniki že imajo vse jedi pred sabo, pa ne moremo, bom rekla, izdati kakšne skrivnosti, s čim ste danes začinili vaše meso? Vse v bistvu nekaj skrivnosti ni, to so klasične Teksas začimbe, klasični Teksas prijemi, klasične Teksas tehnike. V bistvu vse se da na nekem YouTubeu pogledati, najti. Imamo morda kako svojo začimbo, ko glih tudi ne delimo vsem, ampak ok, to je pa tudi vse. No. Ostale ekipe so se skrivale v senci svojih šotorov, zato smo se podali tja, kjer je bilo najbolj pestro. Kljub res vročemu vremenu, na plesne delavnice, ki so ena glavnih atrakcij festivala. Dejansko smo prodali vstopnice pol leta, pa nismo še enega koreografa najavili, objavili in je bila prodaja še boljša kot prejšnjo leto. Ne. To pomeni, zdaj smo videli, da v bistvu ljudje nam zaupajo in vejo, da ko bojo prišli sem, da bojo tukaj dobili tisto, za kar pridejo. David Prestor, vodja največje plesne šole Wild West v Sloveniji in priznani koreograf linijskih plesov, je bil z udeležbo zelo zadovoljen. Nimam občutka sploh, koliko jih je pa, bom rekel, da glih prav zaenkrat, tako da bomo videli, kaj bo zvečer. Prihajajo od vse povsod, so znani obrazi? Ja, vsako leto je nekaj novih, vsako leto pa nekih, ki hodijo, ki so naši že nekako, kako bi rekel, stalni obiskovalci. Ja, prihajajo pa kar, tako če povzamemo nekje od Nizozemske, Anglije do zahodno Španije, vzhodno, letos smo zelo veliko Madžarov. Ja, tako da kar en tak zelo velik krog Evrope zavzamemo. Zbiljski festival je eden od 4 največjih plesnih dogodkov v Evropi, zato privablja tako veliko število obiskovalcev, ki v Zbilje pridejo samo zaradi linijskega plesa. Tudi ta postaja čedalje bolj priljubljen tudi v Sloveniji. Če primerjamo s plesom v paru, tukaj si sam zase, ne rabiš se obremenjevati, ali boš v redu v paru plesov, pa sam si. Naučiš se koreografije, naučiš se une, ki so ti všeč, v bistvu ti je muzika všeč. To je ziher prednost. Poseben čar da pa še, če si nadaneš klobuk in obuješ in oblečeš primerno? Ja, mislim, ziher se luštno obleči, škorne gor, da te čist nekaj drugega, pa kakor prej, ki si v Adidaskah. Tako da, ja, celoten komplet in tega, da se oblečeš in muzike je kar to, zakaj ljudje pridejo. Sta prvič na Wild West festivalu? Kot plesalca ja, kot obiskovalca pa drugič. Ja. Plesalca pa kako to? Sta začetnika, sta se mogoče prav tu navdušila nad temi plesi? Ja, točno tako. Lani so prišla prvič pogledat, mož je bil na tečaju barbecuja. In jaz sem prišla kot obiskovalc zraven in sva se čisto navdušila. Saj jaz pa vlekel noter. In letos sva začela plesati v bistvu lani septembra in letos sva že kot plesalca tudi zraven. Ja. Tudi v primerni obleki in obutvi, kako je v tem vremenu, bom rekla, v tej opravi tukaj plesati še zraven? Škornji niso niti tak problem, zdaj za nas ženske je lažje, si damo lahko krilo, je manj vroče, za moške, ja, so v dolgih hlačah, je malo bolj vroče. Ja, mi skrbimo za hlajenje, na drug način. Ne? Nekateri pa na Zbiljsko Dobravo pridejo zaradi drugih vonjav. V času festivala namreč zadiši tudi po nafti. Bleščeča vozila in močni motori, seveda najbolj priljubljenih ameriških znamk, so parkirana prav na samem festivalskem prizorišču, kjer lahko obiskovalci potešijo svojo radovednost in pogledajo tudi pod pokrove motorjev. Polno imamo izjemno število motoristov letos, Harley Davidson pa Indian. Našteli smo že preko 50 motorjev ameriških. Lansko leto smo imeli rekord 25. No. Tako zdaj pričakujemo Mustang Klub Slovenija, pride s 25 do 30 Mustangi. Vsak čas bojo tukaj. No. Pa seveda te starodobniki, ki jih je tudi letos zelo veliko. Obožujem Ameriko. Sem večni fan Amerike, imam rad ameriške avtomobile in to me veseli. Ne. Veste kaj več o tem avtomobilu? Jaz razen tega, da je res velik in najbrž na naših cestah ni nekako udobno potovati, z njim ne vem ničesar. Ja, jaz ne bi rekel, da ni udobno, zato ker je na zračnih blazinah to isto, kot da se v zakonski posli vozite.
Drugače je to Cadillac Eldorado, V8 motor, 7000 kubikov ima. Ne bom govoril, koliko žre, ker to vsi sprašujejo. Drugače pa posebnost tega avta, da ima na prve kolesa pogonni. Od vseh Cadillac edini avto, ki ima od spredi pogonni. Sem pa lastnik že 15 let. Cadillac Eldorado z V8 motorjem in 7000 kubiki je pritegnil mnogo pogledov. To je bil eden najbolj prestižnih avtov tiste leta 78. V bistvu je bil dražji od najdražjega Mercedesa. Tako da tudi v Jugoslaviji se to ni dal pripeljati, ker tudi firme tega niso naročevale, toliko je bil drag. Ne. Okvirna vrednost tega vozila danes je? Danes se vrtijo cene tam od 30 do 40 tisoč evrov. Najbolj pa pritegne veliko pogledov in vprašanj. Ja, to pa je normalno. Zato, ker je še zmeraj taka oblika, da vsakega zanima. Zaradi zgolj začasne registracije pa je precej dolgo trajalo, da je iz Budimpešte v Zbilje pripeljal lastnik Chrysler Newporta letnika 61, ki svojo pojavo tudi zbuja veliko pozornosti in je prišel na festival že tretjič. It's a 61 Chrysler, it's a Chrysler Newport. It has a 5.9 liter engine. V8, of course. It has a TorqueFlite transmission. It has a 3-speed with pushing controls. It's a 64 years old car. It has the longest fin in the cars. And this is the last year with the big fins. From 52, nobody has big fins. What is it for? It looks like a rocket. Just for fun, because they love to live at those times. Veliko pa je bilo obiskovalcev, ki so prišli zgolj zaradi vzdušja, od blizu in daleč. Country Festival smo veliki oboževalci podeželja in kaj je bolj podeželsko kot country. Slovenija je isto kot Oklahoma. Fantastično je biti tukaj na tem festivalu. Počutimo se super, družba je super, pol Evropske unije je tukaj in je enostavno fantastično. Kaj je najboljše tukaj? Vidim, da se sučete okoli avtomobilov, mogoče hrana, plesi. Ja, najboljše je definitivno pijača in družba. Klasično slovenski avtomobili so tudi fantastični. Plesi je bombastično, še nikoli nisi videl tako dobre line dance, kot tukaj vidim, tako da je bombastično. Vi ste udeleženec kakšne, bom rekla, delavnice, imate avtomobil s sabo, kaj? Ne, mi dva žena sva čisto turistov, sva prišla z Bavarske, sva se peljala 6 ur, samo da sva tukaj. Energija, tako kot je tukaj energija lepa, ne vem, če sem jo že na kakšnem festivalu doživela. Res, vsi ljudje so zelo prijazni, krasni, vsi uživajo, se imajo fajn, se je dobro, pije dobro, super glasba, tako da vse pohvale tudi organizatorjem. Mnogo je tistih, ki pridejo na festival za več dni in izkoristijo priložnost za mini ali daljše počitnice. To je ena izmed stvari, ki tudi letos opažamo, skozi več ljudi pride za en teden. In bi prišli še za dalj, tako da resno razmišljamo, kaj lahko na tem področju naredimo. Recimo ena res velika rešitev bi bila, da bi imeli en ogromen kemp tukaj v Medvodah. Smlednik mislim, da je čist poln, pa bi rabili še kaj dosti večjega. Ogromno ljudi si želi priti kampirati. Tako da v bistvu naša naslednja misija je, da tukaj omogočimo kampirati. Veliko število obiskovalcev festivala Wild West Fest on Fire si torej obisk Zbil vzame kot del počitnic. Zato je dogodek priložnost za promocijo in turizem, ki pa ga še niso prepoznali vsi, ki bi lahko dogodek podprli in s tem tudi veliko pridobili. A dejstvo je, da gre za dogodek mednarodnih razsežnosti in da se v 3 dneh ob Zbiljskem jezeru zbere veliko število ljudi iz cele Evrope, ki pridejo na zabavo leta, zato si organizatorji želijo večje podpore tudi strani občine in države. Kar se tiče pa ljudi, smo zelo zadovoljni. Lokalna skupnost, vsi so nam dali res dobro podporo.
tako da smo navdušeni, plus seveda to večkrat poudarjam, če se le da vse delo, ki je povezano s festivalom, damo medvoškim podjetjem. Edina stvar, na katero organizatorji nimajo vpliva, a bi lahko kaj hitro pokvarila vse, je vreme. Letos je bilo odlično. To je pa pač čar festivalov. Pri nas je ta čar zelo stresen, zato ker recimo vemo, da eni festivali prav obožujejo, če dež pada, pri nas pa pomeni verjetno, če bi imeli tukaj 3 dni dežja, zadnji festival. Ne? Smo zelo odvisni od vremena, čeprav vse, če se sprehodimo čez prostor, vidimo, da je vsako leto tudi več strehe, več sence. Danes sem zelo veliko ljudem mogel razlagati, kako nam je uspelo od 2017 brez enega senčnika pokriti zdaj že praktično prav z Bilske Dobrave. No. Po letu dni priprav in stresa je prav uspešno izpeljan festival tisti, ki daje motivacijo za naprej. In že nekaj dni po koncu preteklega imajo v mislih naslednjega. Poleg več prostora za kampiranje pa si želijo enkrat večja Bilska Dobrava, to je glavna želja, pa ostati v Medvodah, vsekakor ostati v Medvodah. Ampak za to se bo pa treba usesti, ker enostavno mora ta projekt še bolj medvoški postati, če hočemo, da ostanemo v Medvodah. In najbolj odmeven športni dogodek. Andrej Žavbi, letošnji občinski nagrajenec, je v začetku meseca avgusta postal evropski prvak v kronometru na vintage prvenstvu v sosednji Avstriji. Vse po starem bi lahko rekli, saj je med drugim že 7-kratni svetovni prvak v vožnji na čas z vintage kolesi. Če ne bi že v prvem krogu, torej v prvi tretjini dirke, zaradi spolzke ceste grdo padel. Pobral se je in nato zmagal. Kot se je izkazalo kasneje, pa je slavil z zlomom ključnice, 3 reber in pnevmotoraksom. Čestitke za zmago in čestitke za hiter povratek na kolo. Operacija je bila namreč uspešna, Andrej pa je že nazaj na kolesu. Sledi pa še redna, tokrat mesečna črna kronika. Črna kronika medvoških policistov tokrat zajema dogodke, ki so se zgodili med 17. julijem in 20. avgustom. Začnemo s prometnimi nesrečami. V Medvodah je povzročitelj pobegnil in to iz znanega razloga. Vozil je namreč pod vplivom izdatnih substanc, to pa so policisti ugotovili, ko so ga izsledili na domačem naslovu. Vozniško dovoljenje so mu seveda odvzeli. V Spodnjih Pirničah je voznik nesrečo povzročil, ker je pri vključevanju v promet izsilil drugega voznika. V Zbiljah je voznik povozil srno. Do nesreče pa je prišlo tudi v Rakovniku, kjer voznik osebnega vozila vožnje ni prilagodil stanju ceste in vremenskim razmeram in pri tem trčil v 2 kolesarja, ki sta pravilno vozila v isti smeri. Nespretna vožnja voznice je bila vzrok za trk na parkirišču trgovinskega centra v Medvodah. V Smledniku pa je nesrečo povzročil voznik, ki ni vozil s hitrostjo primerno razmeram na cesti. Manjša prometna nesreča se je zgodila v krožišču v Medvodah, pa še ena v podhodu železniške proge na cesti Medvode-Goričane. V slednjih 2 nesrečah so policisti odstopili od nadaljnega ogleda. Na Gorenjski cesti je prišlo do nesreče, ker povzročitelj ni upošteval rdeče luči na semaforju. Policisti pa poročajo še o nesreči, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik električnega skiroja. Nesrečo je povzročil voznik skiroja, ki je vozil pijan in je očitno vozil nekoliko cikcak, oziroma če povzamemo izraz policistov, ni pazil na položaj svojega vozila med potekom vožnje. Policisti raziskujejo, kdo je konec meseca julija poskušal vlomiti v vozilo parkirano v Zbiljah. V Medvodah so obravnavali nasilje v družini in kršitelju prepovedali približevanje žrtvi. Ukrep je podaljšalo tudi sodišče. Na gradbišču v Medvodah je prišlo do hude telesne poškodbe delavca med delom s strojem, ki so ga morali odpeljati na urgenco. Policisti pa sedaj zbirajo obvestila o nesreči zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu. Nekdo je poškodoval osebno vozilo parkirano v Medvodah. Oškodovanec je v nadaljevanju postopka odstopil od pregona storilca kaznivega dejanja. Enako je storila oškodovanka, ki je nekdo v Medvodah poškodoval ograjo. Občana iz Zbilj so ogoljufali pri rezervaciji nastanitve za letni dopust.
Drugemu občanu pa je neznanec iz odklenjenega vozila, parkiranega na območju Osovnika, odtujil več različnih predmetov. Občan Seničice je znani osebi posodil denar, ta oseba pa denarja sedaj ne glede na dogovor ne želi vrniti, zato se je občan na pomoč obrnil na policijo. Še ena delovna nesreča v Medvodah se je zgodila na gradbišču tudi v avgustu. Policisti preiskujejo dogodek v smeri povzročitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Občanka je prijavila goljufijo pri spletnem nakupu na bolha.com, pri čemer policisti občane opozarjajo, da bodite pri prodaji na omenjeni spletni strani izjemno pazljivi in ne izpolnjujte obrazca za nakazilo kupnine, saj gre za goljufijo, s katero lažnemu kupcu omogočite dostop do vašega bančnega računa. Zadnje kaznivo dejanje, o katerem poročajo policisti, pa je poškodovanje zapornice pri lekarni. In še ostali dogodki. Med kontrolo prometa v Zbiljah so policisti ustavili pijanega voznika in mu odvzeli vozniško dovoljenje. V Dragočani sta se sprla znanca, spor pa je prerasel v pretep, zaradi katerega so morali posredovati policisti. V Zbiljah so prometni policisti ustavili voznika kolesa z motorjem, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in posledično ostal tudi brez vozila. Ustavili so tudi voznika motorja in zaradi suma, da je vozilo predelano, tega odpeljali na izredni tehnični pregled. Sum se je potrdil, saj je vozilo presegalo najvišjo dovoljeno hitrost, zato so vozniku vozilo odvzeli. V Zbiljah so ustavili tudi voznika športnega osebnega vozila, ki je frajersko in neodgovorno v naselju, kjer je omejitev 50 km/h, vozil 131 km/h. Seveda je ostal brez vozniškega dovoljenja. V Zgornjih Pirničah pa so policisti posredovali pri sporu med partnerjema in bodo kršiteljici, ki je še pred prihodom policije pobegnila, naknadno izdali globo za storjen prekršek. To je za danes vse, prihodnjič pa med drugim tudi reportaža o tem, kakšen dogodek je nekoč bilo pobiranje krompirja, pa slovo od tokratne generacije prostovoljcev ESE v jedru, pa seveda tudi o projektu Hiša na hribu, ki svoja vrata odpira jutri. Nasvidenje!